Slikanica z naslovom Skrivnost zmajčka Potacajčka je rezultat literarnih prevetravanj Splošne knjižnice Slovenske Konjice, ki jih je v letošnjem letu izvajala v sodelovanju z učenci osnovne šole Tepanje. Osnovnošolci 4. in 5. razreda so ob mentorstvu knjižničarke Ane Miličević, pravljičarke Maje Furman, profesorice razrednega pouka Mateje Zrnec in specialne pedagoginje Jožice Založnik v realnosti spoznavali proces nastanka knjige in ustvarjanja pravljičnih likov v literarni in likovni podobi. Skozi delavnice so prepletali posamezna razmišljanja, ki so jih prenesli na papir preko teksta in ilustracij na svoj način. Urednici sta slikanico premišljeno sestavili in strnili v eno celotno zgodbo. Izdajatelj je Splošna knjižnica Slovenske Konjice, knjiga pa je na voljo vsem, ki jo želijo prebrati in si ogledati zanimive ilustracije. Skupaj z mentorji so jo majhni avtorji z veseljem predstavili vsem zbranim v torek 17. aprila 2018 v čitalnici Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Ob svetovnem dnevu knjige so pravljico obiskovalcem odigrali, ob koncu pa zapeli tudi zmajčkovo himno. Zmajček Potacajček je velik, neroden, zelen, dobrodušen stvor. Je ljubezniv in še posebej uživa v družbi otrok. Njegov nos je debel in rahlo priprt. Ko se smeje, se mu v ličkih napravite luknjici, kar mu daje še posebej prijazen izgled. Njegov rep je dolg, ko navije na zmajskih tekmah, si nam priveže na pijaške cofke. Fju, kako leti veselo poskakujejo med zmajčkovim navijanjem. Priporočamo, da se potapite na katero od zmajskih tekem in si v živo ogledate navijača Potacajčka s poskočnimi cofki. Tudi njegova stopala so ogromna, kosmata in nerozna. Zaradi njih je zmajček tudi dobil svoje ime Potacajček. Potacajček živi nekje na Konjiški gori. Potacajček je pravi potepin. Na enem izmed potekov ga je pot zanesla mimo velike luže. Ko je pogledal vanjo, je vzrl zanimivo cev. Kar je videl, ga je presenetilo in prevzelo. Ni vedel, koga vidi. Veselo je mahal podobno v luži, ta pa mu je mahala nazaj. Juhuhu, ta stvor je prijazen kot jaz. Kako sem vesel, da sem srečal tako prijazno in zabavno bitje. To bo moj novi prijatelj. Se je veselil in se vsak dan vračal v luži, kjer se je družil s prijateljem. Ker si prijatelji med sabo zaupajo, je tudi Potacajček svojemu prijatelju priznal svojo veliko skrivnost. Moram ti priznati, da imam eno veliko skrivnost. No, pravzaprav je to težava. Veš, veliko krat se poluljam v hlače. Vem, da sem že dovolj velik in da ne bi smel, a si ne morem pomagati. Včasih, ko se zelo zabavam, pozabim, da me tišči lulaj. Se tudi tebi dogaja kaj podobnega. Potacajček je približal okoli luži in prisluhnil. Zazdelo se mu je, da mu prijatelj v luži pripoveduje podobno zgodbo. To je Potacajčka zelo potolažilo. Končno je srečal nekoga z enako skrivnostjo. Ko se je nekega vročega dne zopet vrnil k luži, da bi pozdravil prijatelja, luže ni bilo več. Potacajček je jokal in tožil, ker je izgubil prijatelja. Njegovo žalost je stišala Pikapolonica. Sedla mu je na nos. Ne bodi žalosten, Potacajček. Lahko ti pomagam pregnati žalost. Se še spomniš, da Pikapolonica prinašamo srečo in izpolnjujemo želje? Zmajček je pokimal, a še vedno smrkal in točil solze. Če si zaželiš, da ne bi bil več žalosten, ti lahko to željo uresniči. Mu je prigovarjala Pikapolonica. Želim si, da bi imel prijatelja in da ne bi bil več žalosten in da ne bi več lulal v hlače. Si je zaželel zelenec. Pikapolonica je 3-krat obkrožila njegov nos in rekla: Tvoje želje so uslišane. Pojdi v Slovenske Konjice in videl boš, da se ti bodo želje uresničile. In odletela je stran. Potacajček se je skotalil po hribu do mesta. Ko je hodil po trgu, je šel mimo trgovine. V izložbi je zagledal toaletni papir, na katerem je bila podoba zmajčka in napis: Zmajček Potacajček. Wow, toaletni papir z mojim
razveselil in takoj kupil 100 rolic. Na poti domov je srečal otroke osnovne šole Tepanje in vsakemu podaril 1 rolico papirja. Zelo so bili navdušeni nad zmajčkovim darilom. V zahvalo so ga obiskali na njegovem domu v Kuniški gori. Povabili so ga tudi na obisk v šolo. Ostali so pravi prijatelji. Kmalu se je zmajček Potecajček zavedel, da mu je Pika Polonica res izpolnila želje. Postal je srečen, ker je dobil nove prijatelje iz Tekanja in ni več lulal v plačanj. Zakaj ni več lulal v plačanj, sprašujete? Zato, ker je bil tako navdušen nad toaletnim papirjem svojo podobo, da je komaj čakal, da ga je lahko uporabil. Bil je zelo pozoren na to, kdaj ga tišče. In nikoli ni imel več mokrih hlač od lulanja. Zdaj ima Potecajček mokre hlače samo še od čokotanja po lužah s prijatelji. Veste kaj, dragi starši? Takrat, ko zmajček Potecajček čokota po lužah s prijatelji, vsi z njimi prepeva pesmico. Kajti zmajček Potecajček ima prav himno, ne otroci? Ja. Jo želite slišati? Ja. A boste pomagali zraven? Ja.